Živjo! V tem videu vam bomo pokazali, kako svoj animirani film zmontirate v aplikaciji CapCut, kar na telefonu ali tablici. Za to kratko animacijo sem v aplikaciji Stop Motion Studio najprej posnela 6 kratkih animiranih prizorov, zdaj pa jih bomo zmontirali v CapCutu. Najprej odpremo aplikacijo in ustvarimo nov projekt. Iz galerije izberemo željene posnetke. Izbrani posnetki se pokažejo v spodnji vrstici. S pritiskom na Add desno spodaj jih dodamo na časovnico v projektu. Po časovnici se premikamo tako, da s prstom drsimo levo, desno. Časovnico povečamo ali pomanjšamo s pritiskom obeh prstov hkrati. Ta črta prikazuje, kje točno se na posnetku nahajamo, kar je vidno v oglednem oknu. Posnetek predvajamo s pritiskom na play, s pritiskom na pauzo pa ga ustavimo. Plus na koncu časovnice omogoča naknadno dodajanje posnetkov. Posamezne posnetke urejate tako, da nanje pritisnete, s pridržanjem pa jih lahko tudi prestavljate po časovnici. Na ta način uredite posnetke v pravi vrstni red. V spodnji vrstici so številna orodja, ki jih lahko dodajamo posnetku. Orodje Edit, z njim urejate posamezen posnetek, ta orodja bomo pregledali kasneje. Orodje Audio, z njim posnetku lahko dodajate zvok iz spletne knjižnice aplikacije, posamezne zvočne učinke, lahko pa zvok tudi sami posnamete sinhrono z videom. Tretje orodje je tekst, z njim posnetku dodajamo besedilo, na primer naslov, zaključno špico ali mednapise. Orodje nalepke, stickers, tukaj lahko dodajamo različne grafične elemente. Naslednje orodje je Overlay. To orodje omogoča, da posamezen posnetek premaknemo v nov layer, na ta način se lahko posnetki med sabo prekrivajo. Posnetku lahko dodamo različne učinke, efekte, dodajamo različne filtre. Z orodjem Ratio določimo razmerje našega posnetka. Jaz bom izbrala razmerje 16:9, kar je standarden filmski format. Tukaj je še orodje Canvas, z njim določite barvo ozadja, ki je lahko enobarvno, ali pa izberete poljuben vzorec. Ozadje pa lahko tudi zameglite. Zadnje od osnovnih orodij je Adjust, z njim prilagodite svetlost, potem je tu kontrast, intenziteta, saturation in tako naprej. Če želite določen učinek izbrisati, ga preprosto izbrišete z gumbom Delete. Zdaj pa se lotimo urejanja posameznih posnetkov. Prehode med posameznimi posnetki lahko določamo tako, da pritisnemo na bel kvadrat med dvema posnetkoma in izberemo med številnimi možnostmi, na primer odtemnitev ali zatemnitev. Če želite izbrani prehod izbrisati, ponovno kliknete na bel kvadratek in izberete levo zgoraj prečrtan krogec. Posamezni posnetek urejate tako, da kliknete nanj in spodaj se vam zdaj pokažejo različne možnosti. Dotaknili se bomo predvsem tistih, ki nam najbolj prav pridejo pri montaži animacije. Prvo orodje je Split ali razrez. Določimo mesto razreza, tukaj je razrez, izbrišemo odvečni del. Posnetek lahko tudi pohitrite ali upočasnite s pritiskom na gumb Speed. Večja kot je številka, hitreje se bo posnetek predvajal, manjša kot je številka, dalj časa bo trajal oziroma počasneje se bo predvajal. Če želite učinek razveljaviti, pritisnete na puščico
nazaj. Na ta način razveljavite prejšnji korak. Naslednje orodje je Animation. Z njim določite način prikaza posameznega posnetka, naprimer odtemnitev, fade in. Naslednje uporabno orodje je Cutout. Z njim odstranite ozadje. Če je le to dovolj enotno in se razlikuje od lika. Posnetek lahko tudi urejate z gumbom Edit. Lahko ga rotirate, zrcalite ali izrežete. Posnetek lahko urejate tudi neposredno z dotikom na ogledno okno. Posamezen posnetek prestavite v novo plast z gumbom Overlay. Kot vidite, je zdaj posnetek prestavilo v novo plast, pod njim pa je osnovni video. Posamezen posnetek lahko tudi kopirate s pritiskom na Copy. Zdaj sem posnetek modrega ozadja podvojila, ker pa je spodnji posnetek zdaj še nekoliko predolg, ga bom skrajšala. To naredimo tako, da pridržimo na robu posnetka in skrajšamo na željeno dolžino. Če želite, lahko posnetek v zgornji plasti, kasneje znova prestavite na osnovno časovnico. To naredite s pritiskom na gumb Main Track. Znotraj posameznega posnetka lahko tudi spreminjate učinke, naprimer rotacijo. Določite začetek rotacije, izberete romb s predznakom plus, izberete končno točko rotacije in rotirate prizor. Ker nisem posnela cele figure zajca, ta rotacija tukaj ne izpade najbolje, zato bom učinek izbrisala. To naredite tako, da iztisnete romb s predznakom minus. Med izbranimi učinki bom zdaj uporabila še učinek za zamrznitev, freeze. Na ta način sem iz posnetka izločila posamezno sličico, ki jo lahko poljubno podaljšujem. V tem delu bom zdaj dodala naslov. Izberem orodje Tekst in vnesem besedilo Add text. Določate font pisave, izbirate barvo, obrobe, učinke, določate pojavnost, napis pa lahko oblikujete tudi v stripovskih oblačkih. Potrdim izbiro. Zanimiv učinek je še text to speech, ki omogoča branje napisanega besedila. Momtaza Anamiranega film of Applicacije CapCut. Ta učinek pride prav predvsem, če je besedilo napisano v angleščini. Napis pa lahko tudi ročno napišete z orodjem Draw. Določate debelino, barvo in tako naprej. Besedilo lahko, tako kot videe, premikam po časovnici, prilagodite dolžino. Za konec bom videu dodala še zvok. Med orodji izberem audio. Videu lahko dodate glasbo iz zvočne knjižnice aplikacije, zvočne učinke, lahko pa zvok tudi sami posnamete. Postavim mesto začetka snemanja in pritisnem Record. Živjo! V tem posnetku vam bomo pokazali, kako svoj animirani filmček preprosto zmontirate kar v aplikacije CapCut, kar na telefonu ali tablici. Zvok je tako posnet, lahko pa mu dodate še zabavne zvočne učinke. Živjo! V tem posnetku vam bomo pokazali, kako svoj animirani filmček... Živjo! Potrdite snemanje. In zdaj se vam zvočni zapis prikaže v ločenem layerju. Posnetku bom zdaj dodala še zvočni učinek filmskega projektorja. V iskalniku lahko poiščete točno določen zvočni učinek. Poslušate, če vam posnetek ustreza. In
ga dodate na časovnico. Za konec bom dodala še glasbo. Izberete tisto, ki vam najbolj ustreza. Poslušamo in jo dodate v video. Kot vidite, imamo 3 plasti zvoka. Eden je sinhronizacija, drugi je zvočni učinek, tretji pa je glasbena podlaga, ki jo bom ustavila čez celoten video. Zvoku lahko dodajamo tudi različne učinke, na primer pojenjanje na začetku ali na koncu. Spreminjamo jakost zvoka. Zvočne efekte. Hitrost predvajanja. Na koncu pokaže logo aplikacije CapCut. Če si tega ne želite, lahko na koncu enostavno kliknete na logo in ga izbrišete. Preden video izvozite, si ga lahko še enkrat ogledate v celozaslonskem načinu, da vidite, če je vse tako, kot mora biti. Živjo! V tem videu vam bomo pokazali, kako svoj animirani film zmontirate v aplikaciji CapCut, kar na telefonu ali tablici. Lahko določite še kvaliteto videa. V tem primeru nastavite na 1080 pikslov. Filmček izvozite s pritiskom na puščico v skrajno desnem zgornjem robu. Filmček je zdaj končan, lahko ga delite preko različnih družabnih omrežij ali zgolj potrdite prenos. Na ta način je zdaj video shranjen na vaši napravi, najdete pa ga tudi v arhivu aplikacije, kjer ga lahko preimenujete. Upam, da vam je bil video v pomoč in da se boste ob njem lažje lotili montaže vašega naslednjega animiranega filma.